jaz to področje, ne samo zato, ker sem starejša gospa, imam tudi zato, ker v Karitas je splošno znano, da smo sodelavci starejši ljudje. 11,000 nas je v Sloveniji in od tega po naši statistiki je 80% starejših od 60 let. Pa še zraven tega, od vsega tega je 80% žensk. Morda boste rekli, kako to, Karitas ni moška organizacija. Jaz mislim, da že tisti naši materinski čut in smo katoliška organizacija. Tista velika mesta so zasedena z moške populacije. Matere, ženske razumemo evangelij malo drugače. Razumemo evangelij tako, da je treba človeku pomagati, tako kot pa če delamo matere. In prav zato jaz mislim, da je tista duhovna dimenzija, ki nas je pripeljala v to. V začetku smo imeli kar precej sodelavcev, nekateri so prišli, ker jim je bilo dolg čas, bomo kar svoj čas zapolnili, tisti so potem odšli. Kajti velika razlika je Karitas pred 22 leti in danes. Takrat ni bilo toliko druge ponudbe, je bilo samo en par organizacij, kjer so se lahko starejši, mlajši, kakorkoli udejstvovali v raznih skupinah. Danes je ponudba velika in res tisti, ki vidijo duhovno dimenzijo Karitas, ostajajo. Tisti pa, ki vidijo morda nekaj več zase, odhajajo drugam. Nič za to, tako mislim, da je tako prav. Kaj delamo? Verjetno je prav, da se vprašamo, kaj delamo. Na kratko bi lahko odgovorila pomoč ljudem v stiski. To je tista tretja dimenzija cerkve, oznanjevanje bogoslužje Karitas. Projekti so se in programi tudi pri nas zelo razdelili, imamo tiste splošne, po katerih, ko je tista osnovna pomoč na terenu človeku, ki se usklajuje od slovenske do škofijskih, dekanijskih, župnijskih Karitas, imamo pa specifične programe, kot zvana danes gospa Milena Brumat, ki je direktorica Zavoda Samarijan, katera je materinski dom, potem vrtnica za alkoholike, pa razne generacijske skupine, številno drugih programov je. Spraševali se bomo, kako vključevati mlade in srednjo generacijo. Mene dejansko to skoraj ne skrbi. Pripričana sem, da ko bodo te dve gospe, če vzamem za gospodično, za vzor, prišle v naša leta, ne bodo več v mladinskem cehu, ne bodo več pri doječih mamicah, bodo pač, ni rečeno, da bodo v Karitas, vendar bodo svojemu stanu, svojemu načinu razmišljanja primerno se priključili na tista mesta, ki jih bomo mi pustili. Tako da to je tisti naravni cikl življenja, ki se ponavlja. Jaz sem sicer pripravljala, ampak nisem pokazala eno drevo življenja. Menda v Egiptu ga ima vsaka družina, kjer so narisani ptički. Od tistih majhnih, prijaznih, do tistih srednjih let s poslovno torbo, do tistih starejših, ki so lahko sitni, čudni ali pa prijazni, vendar vsi na istem drevesu. Tako da mene prav res ne skrbi, da se te stvari ne bodo, s tem, ko bo ta generacija pomrla, dobila nova. To je najmanjša skrb, kot je rekel prej gospod to iz direktor doma, njega ne skrbi, enako ne skrbi mene. Tisti, ki nas je poslal, bo poskrbel tudi, da bodo prišli drugi. Zato se vprašamo, kako vključevati mlade. Prav je, da se vključi, kajti mladi ljudje je prav, prvi počas. Je prav, da vidijo stiske malo širše. Prišel bo čas, ko bodo oni tudi ugotovili, da so te stvari potrebne tudi v mlajši generaciji. Predvsem zdaj s to recesijo. Vemo, kakšne so štipendije, vemo, kakšne so način, pogoji šolanja, tako da mlade je potrebno vključevati, da vidijo tudi to razsežnost. Zdaj, mislim, da je tu pa tisti menedžment nas, ki smo nekako zadolženi za določene stvari v Karitas, zelo pomemben. Če se zapremo v skupino,
in tuhtamo in jočemo, da ni mladih, da ni drugih ljudi, ki bi pomagali, potem je konec. Smo samo zadostni in namenjeni sami sebi. Če pa znamo v svojem okolju nagovoriti ljudi, da se pridružijo, je pa uspeh, da ste neverjetni. Če jaz samo izpostavim umetnike za Karitas, verjetno me potem nekateri poznate, že 18 let vodim ta program, samo 3-4 stalni sodelavci smo zraven. Vsi ostali so ljudje iz tiste sfere, ki jo rabimo. Od strokovnih sodelavcev do likovnih kritičarjev, da ne govorim 1160 likovnih umetnikov, se nam je v tem času pridružilo. Pa na vseh teh, ko imamo razstave, tisti, ki sodelujejo, nastopajoči, galeristi, to je čuda ljudi. V tisoče bi lahko šteli. In to je samo povabilo. Moram reči, da se mi ni zgodilo, da bi kdo rekel, pa ne pride. In mislim, da jaz bolj v to kot karitativno sfero stavim v sfero oznanjevanja. Kajti, če se ljudje pridružijo v enem projektu, veste, malo je katoliških, malo so tudi, vendar so tudi drugih vir. Tudi pridejo zraven, ker svojo vero udejanjajo skozi dobra dela. Vsak ima svoj pogled in prav to spoštovanje nas povezuje. Včasih se take debate pojavljajo med našimi teologi in umetniki, da je res zanimivo. Včasih se celo bojim, da bo rekli štop, ker po mojem okusu je celo malo prehudo, vendar prav je tako. Če bomo ostali za zaprtimi vrati, ne bo nobeno prišel k nam. Mladi pa radi pomagajo v akcijah. Recimo srečanja po župnijah, to gre v 100 000 v Sloveniji. Takrat povabimo mlade, da zapojejo, da se družijo. Primer iz naše župnije, ko so prišli mladi, da bojo zapeli, tudi Kristina je bila zraven, tako da smo kar na isti valovni dolžini. Ko so končali pet, je rekla ena starejša gospa, ja, mi smo poslušali vas, zdaj boste pa vi nas. In to je tista naravna medgeneracijska povezanost. Ni umetna, to je nastala čisto spontano. In mislim, da takih stvari se je potrebno veseliti in jih negovati in tudi nadgrajevati. Imamo tudi nekaj novih primerov. Prav prejšnji teden sem dobila pismo enega zobozdravnika. Jaz sem se upokojil, bom nadaljeval svojo prakso, pač bom delal. Če imate v Karitasu kakšnega človeka, ki potrebuje brezplačno popravilo zob, sem na razpolago. A veste, to so stvari, ki, če jih ne pograbiš, zatonejo. Potem so tudi pravniki, razni svetovalci, tu se ljudje vključujejo. Vendar res od nas je odvisno, ali jih znamo povabiti in ali vidimo to potrebo. Ali se zakopljamo pakete. Pa ne zamerite, tudi pakete so potrebni. 150 000 ljudi je v Sloveniji, ki jim Karitas pomaga. To ni malo. 2500 ton samo evropske hrane razdelijo naši prostovoljci. Tako da to je velika številka. Donatorji, ko smo se že tu pogovarjali o donatorjih, velikih donatorjev mi nismo nikdar imeli. Že sistem je bil naravnan tako, da so bili donatorji drugih. So pa tistih majhnih donatorjev velika vojska. Mi vedno pravimo, vse, kar dobimo, je dar Bogu v dole. In tudi te stvari je treba negovati. In v vsaki skupini, katerikoli v cerkvi, se moramo zavedati, da velikih darov ne bomo dobili. Saj vemo, prilike so, nikoli ni bilo množic, vedno so bili posamezniki. In zato tudi mi to vidimo. Sama sem prepričana, da je Karitas, zdaj govorim vse, rad svoje malo pohvali, da je Karitas most med cerkvijo in družbo. Včasih smo v cerkvi celo vprašani, a ste tudi cerkveni? Včasih, drugič spet, smo v širši družbi, a vi ste cerkveni ali ste tako kot Rdeči križ? To so vprašanja, ki se pojavljajo, mene nič ne moti. Hvala Bogu. Smo ljudje, ki delamo zaradi evangelija, pa vendar za vse ljudi. In s tem bi želela nekako zaključiti, če sem že začela z tistim drevesom življenja, vsi smo na tem drevesu.
vse skupine, vse organizacije, vse generacije, pa tudi tisti, ki so vse stranke, če že hočete, ko že o tem govorimo. Vendar potrebno je na en pošten in človeški način nagovoriti in odgovorijo vsi. Tako da ne bi jamrala, da nimamo donatorjev. Tisti trenutek, ko bo Caritas imela denarja toliko, kot bo hotela, ne bo več Caritas. Hvala lepa.